Živjo in lepo te pozdravljam v mesecu Bilja 8, kaj tukaj in portal 88 je tukaj in čas je, da začnemo manifestirati zaradi tega, ker mesec september, ki sledi po našem avgustu, je tisti mesec, kjer boš v bistvu žel, kaj boš sejal. Če si zato, jaz mislim, da je sedaj pravi mesec, da zasejemo neko pozitivno manifestacijo, pa vendarle bo tokrat vprašanje malce drugačno, kajti ta avgust bo tak zelo mističen, ker ena taka zelo mistična polna luna nas tudi čaka, o čemer bom povedala malce več kasneje. Zato sem tokrat postavila za tebe vprašanje, kakšno vrsto manifestacije si trenutno želi tvoja duša. Nekaj je tisto, kar si želimo po svojih pričakovanjih in tako dalje, ampak kakšne vrste obilja bi pa rada sedaj sprejemala tvoja duša. In če imaš dušno bogastvo, potem imaš urejene tudi zemeljske okoliščine. Tako da, dajmo si to pogledati. Začnimo tako kot ponavadi s kozorogi. Zbrala sem karte Mistični nadangeli, ker smo v mesecu poletne mistike zaradi te poletne polne lune. In definitivno kozorogi, kaj je tisto, kar si vaša duša sedaj želi sprejemati kot obilje. In vaša karta, meditacija in mir. Vaša duša potrebuje, dragi kozorogi, vi ste ponavadi zelo aktivni, to se mora zrihtati, vse se mora urediti, zdaj moramo to, zdaj moramo tisto, vse v redu, ampak če hočete nov manifestacijski zagon, če želite sprejemati novo in pozitivno energijo, bo treba najprej se malce umiriti. Nekar ne mislite, da vkolikor se umirite, da potem kot vi nič ne delate, da se nič ne dogaja in da gre potem manifestacija mimo vas. Daleč od tega, ampak če ste pa preutrujeni ali pa če se vam dogaja to, da imate preprosto preveč misli, potem lahko v enem danem trenutku pride do izjemne kaotike in v tej kaotiki ni manifestacije, zaradi tega, ker sploh ne ve, kam bi se usmeril. Če si boste namenili mesec avgust za meditacijo, mir, tišino in umiritev, lahko si pogledate, dragi kozorogi, 11.8. imam jaz tečaj samo umirjanja, potem verjemite se manifestacija in vaše želje, vse, kar je treba urediti, tudi vrne na veliko boljši način, kot si sedaj predstavljate. Naslednji ste vodnarji. Kako boste pa vodnarji in bomo vodnarji? Kaj si naša duša želi sprejemati kot obilje? Pa si dajmo pogledati. Karta. Karta razkritja. Pozor, nekaj se želi, ampak za manifestacijo je dobra karta, ne se ustrašiti, da bom povedala, pozor, nekaj se želi skriti kot zajec v grm. Morda ne opaziš skrite priložnosti, čas je, da postaneš opazovalec, opazovalka in mi tako dovoliš, da ti razkrijem pomembne stvari za nadaljevanje. Dragi vodnarji, priložnosti oziroma duša si želi, da bi bolj opazovali zaradi tega, ker boste dobili obilje iz nepričakovanih strani, iz tok nepričakovanih nekih in sredstev in priložnosti in sodelovanj, za katere sedaj tega ne pričakujete. Mislite, da vam je v življenju in mislimo, da nam je v življenju vse jasno, da vemo, kakšna je pot, mislimo, da v vsakem trenutku je to, da je to neka optimalna energija, ampak zadaj se v bistvu v naš prid dogaja še veliko nove energije, ki pa ni na prvi pogled tako zelo očitna, glede na do sedaj postavljene okoliščine. Nekaj novega se je kreiralo za nas vodnarje, in definitivno bogastvo najdemo v opazovanju, zaradi tega, ker je to tako nekonvencionalno za nas, da bi nas lahko malo presenetili oziroma bi to lahko spregledali. Čas je, da pogledate izven tega, kar ponavadi poznate. Torej, iščemo nekaj neočitnega, kjer je pa noter eno veliko zlato darilo. In po vodnarjih imamo ribice. Drage ribice,
Vaša manifestacija na dan G. Rafael je pa v zdravju, to je karta telesa. Vaša duša si želi okrepiti telo, verjetno boste imeli kar intenzivno jesen, ker bo treba veliko stvari na novo postoriti in veliko dela vložiti v sebe, v svoje razmišljanje in v svoje okoliščine. Zato je zelo pomembno, da imate telo, ki bo to lahko prevajalo. Potrebujete obilo zdravja. Čas je za razstrupljanje, meditiranje s telesom, kakšen reiki si lahko pogledaš pri meni in tako dalje. Ampak zelo, zelo pomembno je, da trenutno delaš na svojem telesu, da trenutno delaš na obilju zdravja, zaradi tega, ker tvoja duša, da bi lahko manifestirala, potrebuje močno telo, zelo, zelo močno telo. In potem po ribicah ovni, takole, dragi ovni, tolažba, čustvena razbremenitev. Za manifestacijo potrebujete spustiti neke stare stvari, ki so vas prizadele. Vi potrebujete v bistvu 8. mesec posvetiti temu, da pogledate, torej vaša duša si želi v bistvu nekako oprati, očistiti svoja čustva, vse tisto, kar se je dogajalo, mogoče že nekje, ker je tak zelo zimski angel gor, nekje od januarja. Potrebujete obnoviti svojo srčno čakro, čustven sistem, najdete tolažbo, najdete podporo, spustiti tisto, kar je odšlo, pa niste razumeli, zakaj je ravno moralo to oditi. Vkolikor spustite stvari, ki so prizadele vaše srce, vam bo duša, ko boste spustili te energije, za katere pač je bil čas, da gredo naprej, vam bo duša pokazala neke nove priložnosti in za vas je pomembno, da zgradite nova pozitivna čustva in da se vrnete v srečo, dragi ovni. Po ovnih pa biki. Biki. Vaša manifestacija je v duši. Iskreno mi povej, draga duša na zemlji, se ljubiš, dovolj si to pokažeš. Tole je karta, kjer delate biki energijsko delo. Vaša duša si želi obilico duhovnosti, zaradi tega, ker želi ona trenutno prevzeti vajeti, ona vam želi dati sporočila, ona vas želi voditi, ona vam želi pokazati nove poti, ampak zato potrebujete neverjetno veliko stika s seboj, potrebujete veliko sebe razumeti, zakaj nekaj se dogaja, zakaj nekaj čutite, zakaj se dogajajo neke okoliščine, kaj ima s tem duša, povezava s svojo dušo, povezava z duhovnostjo, veliko duhovnosti, veliko meditacije, kajti tukaj, ko boste obnovili torej ta stik s svojo dušo, dobite tudi manifestacijo na zemeljski ravni. In po bikih dvojčki. Dvojčki, vaš nebeško skop pa so sorodne duše, Kamuel, evo pa še karta 35, to je skupna številka 8. Odnosi. Dragi dvojčki, tako vam bo rekla, vkolikor ste samski, imate sedaj priložnost, da spoznate sorodno dušo, odprite srce, vaša duša si želi v svoje življenje spuščati nove sorodne duše, si želi definitivno spoznavati nove ljudi, si želi novih sodelovanj, si želi lepih odnosov, tudi tiste odnose, ki jih že imate, prijateljstva in partnerstva, jih negujte, kajti v tem stiku z sorodnimi dušami najdete tudi svoje obilje, ker vas bo to napolnilo. Ok, to so bili torej dvojčki in po dvojčkih imamo rakce. Dragi raki, notranja moč, zaupanje in močno delovanje. Vi, nadangel Mikaela, dragi raki, vi pa rabite konkretno v mesecu avgustu se že organizirati za jesen. Postaviti si cilje, načrte, tudi če je nekaj, kar se bo zgodilo šele septembra ali oktobra, že sedaj vedeti, kdaj boste potegnili kakšnega asa iz rokava. To pomeni ogromno nekega dela, organizacije življenja, delovnega procesa, duhovne prakse, organizacija, disciplina, organizacija
disciplina, tole je karta močnega delovanja. Potrebujete močno zemeljsko delovanje, da bi bila vaša duša zadovoljna z nivojem obilja, torej potrebuje sodelovanje zemeljskega jaza za to. Je treba delati. In imamo potem po rakih, imamo leve. Dragi levi, da vidimo, kaj pa vaša si duša želi za manifestacijo. Nadangel Sandalfon, seveda, kako pa drugače, 19, ena izmed najbolj srečnih kombinacij na svetu. Da, tvoja, seveda, ker to je karta za leve, vedno je to tako v nebeško sklopi. Da, tvoja želja se bo uresničila. Naj te čas in prostor ne skrbita, vse se uredi na še veliko boljši način, kot ga pričakuješ sedaj. Z veseljem bomo opazoval tvojo srečo, pravi Nadangel Sandalfon. Po domače povedano, levom ni treba narediti nič. Dragi levi, vaša duša je zadovoljna z nivojem, katerega ste vlagali, v energijo, katerega ste vlagali, vse, kar ste kanalizirali, je zadovoljna in sedaj bojo prišli rezultati. Vse, kar rabite od tega trenutka dalje delati, je to sprejeti. Si zastaviti velika sprejemanja, to pomeni, ja, jaz pa tole sprejemam, jaz si pa tole želim in vam bo to kar vse padalo na glavo kot lep zvezdnati prah na najlepšo poletno noč vašega življenja. Tako da, dragi levi, samo sprejeti, stvar je že zastavljena, velike stvari so pred vami in absolutno se vam uresničijo, torej v tem obdobju od avgusta dalje, ena izmed vaših največjih življenjskih sanj. No, vidiš, še dobro, da sem jaz tudi poročena z levom, jaz bom tudi imela kaj od tega. Mogoče je to, tiska je bila moja karta pri vodnarjih, skrita priložnost, nekdo drug bo to naredil namesto mene. To bi bilo fajn. No, pa smo potem naprej. Devicam sta pa kar dve karti ven skočili. Dve karti, jaz bom kar obe dve pogledala. V tvoje življenje bo vstopila sorodna duša in čas je, da bistvena solza odnese obžalovanja, krivdo, težke verige zamer in bolečin, ki onemogočajo tvoj nadaljnji korak. Včasih se stvari zgodijo zato, da lahko zrasteš. Drage device, če ste imeli v življenju ljudi, ki so odhajali ali pa še bodo odhajali, je to zato, da se naredi prostor za nove ljudi. Vaša duša bo določene odnose v tem obdobju spuščala ali pa si jih vsaj želela dati na stran zaradi tega, ker potrebuje nove sorodne duše, od katerih se lahko nekaj naučite, se razvijate. Se ne, da so te stari ljudje bili napačni, ampak se ne morete več dušno tam razvijati. Zato je zelo, zelo pomembno, torej, da delate na tem, da ne probate več ugajati ljudem, da ne probate več zadrževati ljudi, kateri mogoče z vami ne delajo nekaj optimalno, in da se odprete novim prijateljstvom, novim sorodnim dušam, spoznavati nove ljudi in tako dalje. Definitivno se vam bo veliko vrtel okrog odnosov in jaz bi se na vašem mestu osredotočila bolj na nove odnose, kakor pa na tiste, ki mogoče niso na optimalni stopnički. In po devicah tehtnice. Tehtnice, vi pa rabite nove poti. Tole je Nadangel Teliel, ki pravi, da če uvidiš višji smisel, preusmeriš pogled še kam drugam, ti zagotavljam, da bo nagrada bogata. Drage tehtnice, neke manifestacije, ki ste si jih zemeljsko postavili, ne odgovarjajo čisto vaši duši. Mogoče vam dajo nek občutek varnosti, torej ste v nekih situacijah in v nekih dogodkih, kjer ste fizično in zemeljsko manifestacijo se počutite, da v tem morate biti, da zdaj ne morate iti ven iz te okoliščine, da zdaj ni čas za spremembe, da ne morete slediti svojim sanjam zaradi tega, ker vas vse, kar je zemeljskega, prepričuje v to, vendarle se pa vaša duša, ko sledite samo temu aspektu, se počuti malce ujeta.
čas je, da ne sledite več varnosti, ampak da res poslušate sebe. Kaj si vi v resnici želite? Kaj si vi v resnici želite? Ne tisto, kar je varno, pa to že imamo, pa zdaj tega ne moramo spreminjati, pa zdaj tega ne morem, pa zdaj se mi to ne da, pa zdaj nimam časa, pa zdaj nimam volje. Vaša duša si želi novih izkušenj. Stare poti so za njo že doživete nekako, vam bom rekla, in si želi novih, drugačnih, predvsem zelo novih izkušenj, povsem novih stvari, kamor se usmerite, in to so stvari, ki vi res globoko v sebi čutite, da vas v resnici veselijo. Okay? In potem imamo škorpijone. Škorpijoni, vaša karta. Karta jeseni. Številna bitja te varujemo, kot zlata jesen bomo čuvali tebe in tvoje ljubljene, jeseni pričakuje zlato žetev, ki bo obrodila bogate sadove. Ok, škorpijoni, vi boste definitivno jeseni imeli dobre manifestacijske priložnosti. Zelo pomembno je, da jeseni delate na manifestaciji, na meditaciji, na priklicovanju stvari, na angelskih priprošnjah in tako dalje, in da to začnete delati že sedaj, in da že sedaj delate priprošnje, kaj želite videti zmanifestirano v jeseni. V bistvu bi bilo to za vas najboljša kombinacija. V bistvu energijska predpriprava na jesen naj se začne v mesecu obilja, torej sedaj v avgustu, zaradi ne čaka, torej, ko veste, da si boste nekatere stvari želeli, se ne čaka, da pridete do tja, pa iz tam manifestirate, ampak delajte predpripravo. Veš, koliko kruh, ko moraš najprej ga zamesati, pa pusti, da vzhaja. Tako nekako. Kot da sem že ful kruhov zamislila v življenju, veš. In potem je tukaj še naši dragi strelci za zaključek, za grand finale. Iskrena komunikacija, ne zadržuj nobenih besed, v iskrenosti se skriva napredovanje. Vaša duša si želi izražanja, dragi strelci. Čas je, da svetu poveste, kdo ste, kaj imate, kakšna je vaša ideja, če imate kakšno znanje, da se posnamete, da to delite, da ljudi obvestite, da imate nek nov posel, da imate neko novo idejo, da rabite pomoč, da rabite financiranje, da poveste, torej tudi ljudem, rabim tvojo podporo, želim si to izboljšati, mi lahko tukaj pomagaš. V bistvu, čez vaše besede bo govorila vaša duša, in duša, ko govori, lahko govori samo takrat, ko govorite iskreno. Čas je, da več poveste, kaj si želite, več kaj pričakujete, ne ker mislite, da bo ljudje to malo sami vedeli, ker ne bojo, in da tudi začnete nekako deliti svoja znanja, katera nosite v sebi, pa ste jih mogoče zaenkrat zadrževali samo še zase. In to je bil naš nebeško skop, in mesec avgust je tukaj izjemnega pomena. Tudi v našem ateljeju se že pripravljamo na izjemne stvari. Mihael Žmahar, velika meditacija ob njegovem rojstnem dnevu, ki te bo naravno šokirala, kakšna darila je vse pripravi zato, ker ima seveda rojstni dan. 8.8. portal, kjer bomo prvič potovali med galaksijami in srečevali angele iz drugih galaksij in nabirali iz drugih galaksij obilje, zato da bi to sidrali ravno na Zemljo. Potem imamo, kaj še imamo, tečaj samoumirjanja pride, zato da greš jeseni v mirne manifestacije. Potem imamo samozdravilni reiki 17. avgust, 18.8. bomo delali ponovno obilje, vse se bo vrtelo okrog tega z čudovito delavnico z Nadangel Ariel, pa en dan kasneje, 19.8. bo čudovita mistična polna luna absolutno naredila svoje, kjer bomo aktivirali čarodeja ali čarodejko, ki ti bo prinesla take mistične zlatnike, in potem se ti odločiš, kam jih umestiš, mogoče v hladilnik za boljšo hrano, ki ne redi. To bi bila dobra ideja. Lahko mogoče umestiš zlatnika v tvojo denarnico, zato da se denar pomnožuje in tako dalje. Vse to in še več nas čaka. Poglej si na potovanje-duše.si in se te veselim, če se bova družili v tem mesecu obilja.